Focus je predstavnik golfovega razreda. No, na nekaterih trgih, recimo na angleškem, bi rekli, da je Golf predstavnik Focusovega razreda. Fordi tega velikostnega razreda so namreč tam že skoraj pol stoletja točno to, kar je Golf pri nas. Torej avto, ki je popolna zmes vseh možnih zahtev, ki jih imajo vse možne ciljne skupine, družine, mladi, zreli, samski, skratka, Focus ustreza praktično vsem. A ti vsestranski Fordi so se tekom generacij seveda spreminjali. Toda od prihoda prvega Focusa naprej so ena njihovih bistvenih, čeprav ne dovolj poudarjenih značilnosti, dinamične vozne lastnosti. In prav v tem pogledu je novi Focus postal bolj karakterno izrazit. To je zdaj še bolj dinamični avto, živahen, predvsem pa je z njim nadvse prijetno ovinkariti, za volanom res čutiš, kako je avto uravnotežen, kako voljno se spusti v ovinek, kako stabilen je v njih. Zagotovo je to eden od najbolj vozniških avtov ta hip. Bolj dinamični so zgolj pravi športni avti, torej avti, ki ne premorejo Focusove vsestranskosti. No, dinamične vozne lastnosti pa niso Focusova edina močno izstopajoča dobra plat. Focus je tudi tehnološko izredno dovršen in nadvse napreden. Tu sploh ne gre samo za moderno urejeno armaturno ploščo z intuitivnim sistemom Sync 3. Tu tudi ne gre samo za asistenčne sisteme, ki so tudi v praksi zelo učinkoviti. Se pravi, da aktivni tempomat ustavlja in speljuje, žarometi ne bleščijo nasproti vozečih, avto zmore samodejno zavijati in tu je tudi sistem, ki ohranja platišča, tako da takoj, ko senzorji zaznajo udarno jamo na cesti, prej kot v tisočinki sekunde otrdijo vzmeti, da kolo ne more pasti v luknjo. Hkrati novi Focus prinaša tudi nekaj premijskega šarma. Nikakor nočemo reči, da je Focus premijski, a tako kot Golf po novem tudi Focus navdušuje tiste, ki se čez mesec bolj enostavno prebijajo. Njim je na voljo različica Vignale, a naj bo jasno, da glavne Focusove prednosti niso odvisne od tega, koliko dodatne opreme zmorete dokupiti. V novem Focusu pa se nahaja tudi gumb, bolje rečeno nova tehnološka pridobitev, ki, ko ga držite, parkira sam. In to je ena noviteta, ki kar kliče po tem, da vas povabimo, drage gledalke in gledalci, da pridete testirati tudi vi. Prijavite pa se na MMC, spravi na www.rtvslo.si, poševnica avtomobilnost. Mest je zelo malo, zato se le hitro prijavite. Je pa vprašanje na mestu, ali smo pripravljeni, da v avtomobilu pritisnemo gumb in mu pustimo, da sam parkira, da se na milimetre ogne avtomobilu spredaj in zadaj in seveda ne poškoduje naših zelo lepo ohranjenih in očiščenih litih felten. No, lepo vabljeni na preizkus.